Dober večer, Boris Kuret je moje ime, prihajam iz Ložnice pri Žalcu. Podjetje, katerega vam bomo nocoj predstavili, se imenuje Success Factory, tovarna uspeha. Da je to res, je zaslužen naš Roman, ki bi ga rad napovedal, ki vam bo danes predstavil to izjemno priložnost, ki meni zelo, zelo spreminja življenje. Takrat, ko sem se srečal s tem podjetjem, sicer nisem ničesar iskal, ampak danes sem 100% noter, zaljubljen v to firmo in vidim, da bo ta firma marsikomu spremenila življenje na boljše. No pa dovolj, rad bi povedal nekaj besed o Romanu. Roman, jaz vedno rečem, da je oseba, boljše si ne bi mogli zaželeti, da ga imamo za tistega vodjo, ki je v Slovenijo to pripeljal, ki bdi nad celo zadevo, vsem v strukturi pomaga, nas spodbuja, če kdo malo omaga, mu reče, poglej, zadeva je super, gremo naprej, znači, on je tisti, ki spodbuja timsko delo in vsi smo mu hvaležni za to. Ima tudi ogromno znanja, ogromno izkušenj, je tiste prave barve, je malo drugačen, kot smo mi nekateri rdeči, ko bi rad vse na prvo žogo, pa če ne gre, smo že kar jezni, on nas pa lepo umiri, nas spravi nazaj v prave tirnice. Tako da, Roman, izvoli, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa, dober večer še z moje strani. Lahko je delati v timu, če imate take sodelavce, ki je Boris. Potem je zadeva krasna. Potem ni nič težko. In jaz sem zelo, zelo vesel, da smo v Sloveniji zdaj po letu pa pol, kar smo v tem podjetju, v 20 mesecih, zdaj naredili neke temelje postavili in tisti ljudje, ki bodo zdaj prihajali naslednje mesece in leta, imajo zdaj bistveno lažjo, imajo tlakovano pot, takale webinarje, imamo praktično vsak dan v različnih jezikih, veliko imate zdaj podpore v slovenščini, kar nekaj zdaj že ljudi v Sloveniji, ki znajo to delati, tako da verjamem, da v prihodnjih mesecih in letih, kot je rekel že Boris, verjamem, da bomo naredili še veliko zgodbo, tako v Sloveniji kot v Balkanu, tudi v celi Evropi, kjer praktično tega posla sploh še ni. Kot rečeno, jaz sem se z idejo srečal pred 20 meseci. Jasno, ker nekaj novega slišiš v življenju, tisti trenutek še ne moreš vedeti, kaj bo zdaj v tvojem življenju to pomeni. In meni je bila ideja takoj všeč, prvi sem prezentacijo slišal od enega fanta iz Cipra, iz tega dolgolasta tukaj, in mi je takoj privlačen, zato ker sem videl, da gre za človeka, ki ima integriteto. Se pravi, da sem videl, da govori tisto, kar misli in dela tisto, kar govori. In zato sem se kar, bom rekel, hitro odločil, hitro sem se pridružil, čisto zaradi bolj tehničnih stvari, pa zaradi tega Odiseja, ki sem mu takoj zaupal. Po drugi strani, bom pa rekel, smo pa kar malo odpora, zato ker tako industrijo, tako branžo, ki vam bom danes pokazal, se srečal pred 25 leti in sem takrat pred 25 leti bila to ljubezen na prvi pogled, affiliate marketing, priporočilni marketing. Po drugi strani se po teh 20 letih videl tudi veliko zgodb, ki se niso dobro končale. Tako, ki so jih praktično vsi v Sloveniji, ki jih marketing zanima. Zato je ta moja odločitev potem rasla, ker sem spoznal, kakšni ljudje to delajo. Zato, ker življenje me je naučil v teh 25 letih, ali sploh cela moja poslovna kariera, da posel smo ljudje. Se pravi, tisto, kar sem se zatrdno odločil, je to, da ker sem v naslednjič lotil nečesa, da se bom lotil z ljudmi, ki imajo poslovno etiko, ki imajo integriteto, ki imajo dolgoročno vizijo. Potem sta, malo po tistem, ki sem se pridružil v Slovenijo, prišla prvič naše dva mentorja, ki boste tudi sami osebno spoznali, če se boste pač odločili za sodelovanje. To sta Eva pa Phil, ki v bistvu sta zelo zainteresirana za uspeh kogarkoli, ker njuna vizija je, da bi vplivala vsaj na 1 milijon življenj. To je kar ambiciozna cifra, ampak verjamem, da ima bo uspel, ker sta še mlada, za razlike od nas, ki smo tle aktivni v Sloveniji, ki smo imamo kar povprečju že skoraj 60 let. Ona dva imata še cel življenje pred sabo. Skratka, to, kar vam hočem povedati, je to, da sta zainteresirana prav za vsakega, je to v Sloveniji, in za kogarkoli v njuni strukturi, da jim pomagata, da izboljša kakovost svojega življenja. Kot je rekel že Boris, se pravi, pa nas smo tovarna uspeha, želimo pomagati ljudem skladno z njihovimi cilji. Nekdo si bo pač želel mogoče nek dodaten zaslužek, nekdo bo se odločil za novo kariero. Jaz vam čez to prezentacijo pokazal, kaj vi lahko imate od tega in vsak si seveda na lestvici tega, kar sem vam povedal, izbere tisto, kar je za njega primerno. K samemu lastniku se bom vrnil na en od kasnejših slajdov, ker to je bila pa res, potem bom rekel, ključni moment za mojo dokončno odločitev.
Zdaj, glede na to, da smo danes pogovarjali o denarju, bi vam pokazal slajd od Kiyosakija, zelo znan avtor o finančni pismenosti, ki pravi, da v bistvu ljudje zaslužimo denar na tele 4 različne načine. Se pravi, vsak od nas je v enem od teh kvadrantov, se pravi, na levi strani so zaposleni, pa samo zaposleni, na desni pa lastniki poslov, pa investitorji. Se pravi, in samo 5% ljudi na tem svetu ima 95% denarja. Nažalost smo zdaj priča temu, da bogati postanejo še bogatejši, revni svet postaja še revnejši. Naše podjetje želi, da čim več ljudi prestop, pokazal bom način, kako lahko prestopite iz leve polovico na desno, se pravi med ljudi, ki imajo pasivni prihodek. Seveda je to nek proces. Se pravi, mi nismo zdaj spet ena firma hitra, ki vam obljublja, da so te danes upisali, potem maja že bogati ali pa celo finančno neodvisni, ampak če se spustite z nami v ta proces, imamo izdelan sistem, imamo izdelan način, kako lahko vam pomagamo, da prijete na desno stran. Jaz sem bil zelo malo časa tukaj v telem employee, se pravi zaposlen, toliko, da sem vrnil štipendijo podjetju, ki me je financiralo, pa sem rekel, hvala lepa, jaz bom šef sam sebi. Ker nismo nobenih izkušenj, poslovnih, ne finančnih, ne nobenih drugih. Izhajam iz družine, moja pa starša sta bila delavca celo življenje, v tovarni sta garala in sta me jasno tudi učila. Roman, lepo pridi v šolo, lepo se uči, pa bo vse v redu v življenju. Boš dobil fajn službico in bo srečen. No, jaz po 4 letih v službici nisem bil prav nič srečen. Zato, ker sem čutil omejitev, zato, ker sem čutil praktično, da moram zdaj nekaj ukrenuti, ali naprej v šolo, ali moram pač nekaj ukrenuti. Jaz sem ukrenil to, da sem šel čist zelen med samo zaposlene in sem milijonkrat pogrnil, 3-krat bankrotiral na celi črti, enkrat tako močno, da sem se kar iz Slovenije odselil za pol leta. Skratka, imel sem vzpone in padce, ampak vidite, da danes se temu smejem. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da življenje je ena sama igra in ena sama šola. Se pravi, vse, kar se nam v življenju zgodi, se nam z enim razlogom. Zato, ker potem po vseh teh padcih sem med 30 in 40 se intenzivno izobraževal, kot je že Boris povedal, sem naredil milijon nekih licenc na finančnem področju, nepremičninska, pa zavarovalniška, podzemni skladi, pa borzni posrednik in tako naprej. No, pa še vse nisem bil zadovoljen, zato ker sem hotel še vedno nekaj delati, da ne bom vezan na en prostor. Pač jaz imam rad življenje, rad raziskujem življenje, rad potujem, milijon stvari me zanima, milijon imam še nekaj načrtov, zato sem si želel nekaj početi, da bom lahko šel kamorkoli in bom rabil samo tole, tablico, kompjuter, računalnik in tako naprej. In ni se tudi tle nevedno šlo, zato ker verjetno tudi vas bombardirajo kar naprej z nekimi ponudbami, ki so na meji verjetnega. Se pravi, zato bi vam rad pokazal eno firmo, ki ima res dolgoročno vizijo, ki ima resen namen in za katero se lahko 100% zanesete, kar vam bom zdaj poskušal malo približati, malo boste mogli pa seveda jasno tudi še sami raziskati. Se pravi, kot rečeno, cilj moje prezentacije je, da vam pokažem, kako ste lahko z našimi produkti samo investitor, se pravi samo stranka, dobivate pasivne prihodke. Tisto, kar je pa seveda še bolj priporočljivo, je pa to, da zgradite sistem. Se pravi, da zgradite svojo lastno prodajno strukturo in boste od tega s časoma dobivali pasivne prihodke. Se pravi, bo denar delal za vas ali pa bojo ljudje delali z vami, da ne bomo uporabili besede za vas, ki je malo scary. Se pravi, dejansko z nami lahko začnete svoj internetni posel, to, kar sem ravno kar razlagal, da sem jaz iskal, brez kakršnega koli tveganja. Zato, ker v bistvu promovirate, delate reklamo, dajete informacijo za produkte, ki jih je razvilo podjetje, ki ve, kaj dela. Se pravi, imamo digitalne produkte, ni se treba ukvarjati z deklaracijami, skladišči, z tem, da imate zdaj polno garažo nekih izdelkov. Se pravi, vsi produkti, ki jih imamo, pridejo ljudem na računalnik. In to dobite vse, se pravi, gostovanje, spletno stran, obračune, produkte naše, ki bo vedno prihajali novi, za 30 € enkrat na leto. Se pravi, to je v bistvu edin rizik, ki ga imate. Se pravi, začnete svoj lasten internetni posel za 30 € na leto, kot rečeno, popolnoma brez kakršnega koli tveganja in brez tega, da bi zdaj neko blazno veliko spremembo mogli narediti v življenju ta trenutek. Se pravi, karkoli v življenju počnete, na koncu bom pokazal poseben program za začetek z 1-urno aktivnostjo na dan, da prvih 100 dni bo čisto zadoščalo in potem boste s časom pač videli, želite, da to postane vaša kariera.
ali pa se boste odločili, da bo to zgolj dodatni zaslužek za vas. No, zdaj bomo pogledali samo podjetje. Chris Ress pa Nils Grosberg sta ustanovitelja. Zdaj po 5 letih, se pravi 2016 je bila ustanovljena, imamo že več poslovalnic, ki sem jaz začel pred letom, je bila samo ena pisarnica v Estoniji, zdaj imamo že več poslovalnic, ko vidite tukaj spod v podjetju, da je dela preko 200 ljudi. Zdaj glede na to imamo čisto nov produkt, bomo v kratkem zaposlili kopico novih ljudi, da bojo razvijali ta produkt. Skratka, podjetje zelo hitro raste, zelo hitro napreduje, zelo ima eksplozivno rast, kar lahko recimo pogledate tudi na spletni strani Business from Home, ki je v bistvu neodvisen portal. Se pravi, na tem portalu Business from Home pogooglite, imate vsa podjetja z direktne prodaje, mislim ne vsa, tista, ki nekaj pomenijo na tem svetu. In ta portal neodvisno od podjetij ocenjuje firme, glede na poslovni načrt, glede na integriteto, glede na provizije, ki jih imajo, glede na vse elemente. In naše podjetje je eno od 20 na svetu približno, ki ima AAA. Se pravi, to je najvišja bonitetna ocena, ki sploh obstaja. Se pravi to, da malo še vidite, naj drugi govorijo o nas. Ok, zdaj, če pogledamo produkte naše, kot sem vam povedal, sami digitalni, zelo raznoliki, zelo drugačni, vsak po svoje, poseben, vsak zelo eno posebno misijo na tem svetu. Ko sem jaz začel, sta bila samo 2 produkta, DuckCoin pa DuckPay, zaradi tega sem se tudi odločil, ker sem vam povedal, sem veliko se izobral na financah in so se me zaradi tega zanimale tudi kriptovalute in sem takoj videl, na kakšen način je firma rešila izzive, ki jih je kriptosvet pokazal zadnjih 12 let. Skratka, da bomo te produkte vsakega na kratko opisal. Kot sem vam povedal, moja prva ljubezen je bila DuckCoin. Zdaj tako, če ne poznate kriptovalut, ne vas nič ne skrbi. Jaz vam bom zdaj povedal par stavkov o naši kriptovaluti, zgolj zaradi tega, da boste znali se malo orientirati, ker zdaj je na svetu 8000 plus kriptovalut. Ljudje so čisto zbegani. Skozi iščejo po Googlu, po vse posod, kaj ne kupim, kaj ne prodam. Cilj naše kriptovalute je, da bi bila uporabna v vsakodnevnem življenju. Se pravi, tukaj vam ne bomo zdaj svetovali, vi kupite to danes, zato da boste jutri drugo prodali, ampak firma gradi poslovni sistem, firma gradi trg, da bomo to končno ljudje začeli uporabljati kot plačilno sredstvo. Zato, ker v bistvu kriptovalute so bile temu namenjene. Kriptovalute so prišle na ta svet zaradi tega, da bi ponudile alternativno rešitev temu, kar poznamo danes. Zato, ker ne vem, koliko vi poznate finančni sektor, ampak en od glavnih razlogov, da je ta svet danes tako bolan, kot je denar. Ampak ne denar kot tak, z denarjem nič narobe. Ampak finančni sistem, se pravi elita, ki fura ta finančni sistem, je majčken sik, majčken bolana. Se pravi, kriptovalute so prišle zato, da bi pomagale kot prvo recimo 2 milijarde ljudem, ki sploh nimajo svojih lastnih bančnih računov. Zakaj jih nimajo? Zato, ker so za bančni sistem enostavno nezanimivi, ker imajo tako nizke dohodke, da so nezanimivi. Naš mladi vizionar Chris Ress je v mladosti veliko potoval po svetu in je videl vso to bedo in si rekel, jaz bom naredil nekaj, da bom en pozitivni prispevek dal na tem svetu. Se pravi, naša kriptovaluta ne boste našli na borzi, saj toliko časa ne, dokler ne bo dovolj velik trg. Se pravi, jaz sem vam pokazal danes, kot sem rekel, par stavkov, zakaj je izstopa ta naša kriptovaluta in zakaj se mi absolutno splača kupiti danes. Mislim danes, čim prej, če ne danes, pa najkasneje jutri. Se pravi, razlogov je pač več. Eden je tudi, da imamo superiorno tehnologijo. Ta tehnologija se imenuje DuckChain. Lahko si preberete tiste, ki ste bolj radovedne sorte, ki vas zanima več o tehnologiji, ki ste bolj poznavalci na Forbesu, na Wikipediji. Se pravi, ta tehnologija omogoča hitre in poceni transakcije. Zdaj, za tiste, ki ne poznate kriptovalute, je to čisto nepomemben podatek. Za tiste, ki jih veste, da je pač izziv, ki ima ostali kriptosvet, je ta, da vsi, ogromno kriptovalut želi, da bi bile uporabne, pa nimajo ustrezne tehnologije, se pravi, so te transakcije prepočasne in predrage. Večina teh kriptovalut tudi uporablja za potrjevanje transakcij, tako imenovani mining oziroma rudarjenje, kar je ekološko zelo sporno, po velikih državah po svetu že preganjajo to, ne dovolijo tega mininga in tako naprej. Se pravi, kot sem vam povedal prej,
Zakaj sem se odločil, se pravi, so te razlogi, ki vam jih zdaj naštevam, na kakšen način je firma pokrila te izzive, ki jih je kriptosvet, ki jih je Bitcoin pokazal zadnjih 12 let. To je ena stvar, se pravi, imamo superiorno tehnologijo. Druga stvar je, imamo fundamentalno vrednotenje. Se pravi, gre za podoben princip, kot je na borzi, ponudbo in povpraševanje, samo, ker sem vam rekel, da nas ni na borzi, fundamentalno pomeni bolj po neki zdravi ekonomski logiki. Se pravi, eno plačilno sredstvo je toliko uporabno, toliko vrednost ima, kakor je velik trg. Kaj pa je pravzaprav trg? Se pravi, če v vašem bloku ali pa v vašem naselju 3 ljudje uporabljajo nekaj, da bodo neki sosedu plačali, je to majhen trg. Če imate pa v vašem naselju 300 ljudi, ki bi lahko sprejeli pa plačali, ne vem, s flaško vode, potem imate pa že večji trg. Mogoče se vam zdi, da zdaj malo pretiravam, malo karikiram, ampak to je zelo pomembno, zato ker je to eno od tistih stvari, ki večina ljudi, bom rekel, se spotakne to, zakaj vas ni na borzi, da bi jaz zdaj trgoval, da bi danes poceni kupil, jutri drugo prodal. Se pravi, ko bo ta skupnost rasla, danes je trenutno 600,000 in 1500 sprejemnih mest, kjer že s to našo kriptovaluto lahko plačate, ko bo ta cifra 100krat večja, potem je ta kriptovaluta lahko tudi na trgu, zato ker jo bo trg sam uravnaval, ko bo trg dovolj velik. Mi imamo danes, recimo, se tudi z evrom trguje, stalno je na borzi, bomo pokazali potem tudi en produkt, ampak ker je trg tako velik, ker milijarda ljudi uporablja evro, potem je tudi cena relativno stabilna. Ne glede na to, gre skozi malo gor pa dol, pa malo pa gor pa dol, ampak iz stališča, ne vem, Milana ali pa Eve, naslednji dan se zbudimo, vemo, da imamo še vedno isto evro v žepu, se pravi, ta oscilacija zelo majhna. Tukaj mislim, da je zdaj še en grafičen primer tega, kar vam hočem povedati. Se pravi, kriptosvet, ki ga pozna danes 99,9% ljudi, je tole, ker mi rečemo en velik ne. Cena 20% gor, pa čez noč 10% dol, pa 20% gor, pa 13% dol. Se pravi, to je, če tradete na borzi, je to super. Za vsakodnevno življenje, se pravi, za realno ekonomijo, za vsakdanje življenje, za mikroplačila je pa to seveda en velik ne. In tudi spod je še podprto grafično to, kar sem povedal glede naše tehnologije. Se pravi, vse imajo neke omejitve in Bitcoin in Ether in tako naprej. Tukaj imate en velik oranžen krog, en velik yes z našo kriptovaluto, ki omogoča neomejeno število transakcij na sekundo. Naslednja pomembna stvar je to, da pač firma stremi k temu, da se zavedamo, da lahko dolgoročno prosperira, se pravi, kar pomeni za vas, za tiste, ki imamo to kriptovaluto, dolgoročna stabilnost je to, da sodelujemo z sistemom, se pravi, ne proti državam, ne proti sistemu. Zato firma stalno se pogovarja z različnimi vladami, na kakšen način bi dolgoročno se vzpostavili nek nadzor, nadzor, da še vedno pač imamo določeno svobodo trgovanja, nadzor po tem smislu, da se pač kriptovalute ne uporablja za neke stvari, za katere se ne bi smel in zaradi katerega so kriptovalute v preteklosti tudi dobile en slab sloves, zato se pač uporabljajo za nedovoljene početja. Se pravi, imamo licence po eni strani, po drugi strani stalno skrbimo tudi, da je v skladu z zakonodajo proti preprečevanju pranja denarja. Vsaka stranka pa nas mora naložiti dokument, preden lahko sploh potegne kriptovaluto dol in tako naprej in tako naprej. Torej, tisto, kar je za nas pomembno, pa za vas kot stranke, kot investitore, kot lastnike Bitcoina, je to, da razumete, da delamo z sistemom in samo tiste kriptovalute imajo v prihodnosti seveda možnost preživetja. Se pravi, vse ostale kriptovalute, ki jih sistem ne bo uspel nadzorovati, bo sistem tudi anuliral z tržišča. Ok, kot sem rekel, za stabilnost cene potrebujemo 3 stvari. Se pravi, to sem vam že povedal, čim večje število ljudi, ki imajo to kriptovaluto, čim več sprejemnih mest, seveda, kjer se da to uporabljati. Na tretji strani pa firma gradi največji ekosistem na svetu, ki je vezan na kriptosvet. Se pravi, poleg zunanjih sprejemnih mest, firma sama gradi cel kup nekih platform, kjer je plačilno sredstvo naša kriptovaluta. Od telefonije do potovanj, do nekih kartic, plačilnih kartic, darilnih kartic, bankomatov, tehnologije, kasneje se bo dal plačati z našo kriptovaluto tudi potovanja, zavarovanja in tako naprej in tako naprej.
Se pravi, bistvena komponenta tega ekosistema je pa tole, kar vidite na tem slajdu, je pa DuckPay. DuckPay je pa v bistvu plačilni procesor, ki ga dobijo sprejemna mesta, popolnoma zastonj. Zdaj, različni so razlogi, zakaj se firme sploh odločajo za to. Eni so tako liberalni, eni razumejo, da je kripto naš jutri, neobhodno, o tem zdaj noben več ne dvom. Vprašanje je samo, kdo bo uspešen zdaj pri tej tekmi, če lahko tako rečem. Drugi razlog je pa čisto marketinški. Se pravi, firma nič ne stane, po drugi strani je pa izpostavljena na spletni strani Merchant Finder in jo ta trenutek lahko vidi. 600,000 novih potencialnih strank, čez 5, 7, 8 let, kot sem vam povedal, bo pa teh strank, ne vem, 60 milijonov. In ta sprejemno mesto bo še vedno imel to zastonj in bo lahko prišel čisto do popolnoma novih strank, ki jih danes še ne poznam. Zdaj, na kakšen način lahko dobite to kriptovaluto, enostavno so to dali v pakete. Paketi, vidite, so dosegljivi za vsak žep, od 50 evrov pa do 5000. Lahko seveda tudi dokupujete kasneje, kakorkoli, dokler se bo še dal, pokazal vam bom, da se kmalu ne bo dal več. In za vsak paket je tudi potrebno določeno število let vezave, zaradi tega, da se ta trg razvije do konca. Jaz sem vam zdaj številke povedal, zato da imate malo predstave, kje smo. Skratka, čaka nas še kar nekaj poti do te uporabnosti. Siguren se bo ta uporabnost v naslednjih 2-3 letih bistveno povečala. Bom potem pokazal, zakaj. Ampak zdaj smo tam, kjer smo in je pač potrebna vezava in za to vezavo dobite tudi odlično dodatno nagrado. Če tukaj pogledamo nek paket za 1000 evrov, če ga vežete za 3 leta, kar je moje priporočilo, dobite še ekstra 40% DuckCoina zraven. Se pravi, tisti trenutek, ki kupite, tako imate v back officeu še dodatno 40%, ne čez 3 leta. Takoj po tej ceni, ki je danes. In danes je cena 74 centov. Danes pomeni do konca meseca. Se pravi, podjetje enkrat na mesec pogleda, koliko je enih in drugih in določi novo ceno, se pravi, glede na fundamentalno vrednotenje. Tukaj imate zdaj še en izračun z dodatno promocijo. Evo, kar smeje se mi, zato ker za tako ceno lahko dobite. Cnej kot jaz pred 20 meseci, če se odločite za nek konkreten paket, konkreten. Rekel sem vam, lahko je to od 50 evrov naprej, lahko pa začnete s 50 in boste čez 2 tedna, ki nas boste malo pogledali, bolj kupili za 2 jurja dodatno zraven. Ampak recimo, sem za izračun, ki je najbolj mikaven, če vzamete paket za 5000 evrov, recimo, dobite po današnji ceni tokle in zdaj imamo dvojne coine, se pravi, takoj dobite duplo in to, ko pišete na tem slajdu tukaj gor, do konca meseca, se pravi do 30 ali 31, koliko ima dni ta mesec. Se pravi, to pomeni 13.500, če vežete na 3 leta, smo rekli, dodatni bonus za vezavo, za vašo lojalnost, kar pomeni, da dobite 25.000, kar v prevodu pomeni, če bi zdaj to preračunali nazaj, da ste kdo pa za 19 centov. Jaz sem jih kupil pred 20 meseci, mislim, da za 29 pa 30, 31 centov. Ne spomnim se čisto točno, zato sem tudi jaz tako začel, tako kot vi. Najprej sem začel z malo manjšim paketom, pa sem pa takoj, čez 2 dni, ki je bilo lih konc meseca, takoj za 5 jurij kupil. Sem rekel, tole je pa škoda, da tole zamudim. Mislim, da sem se 27 opisal za 100 evrov, pa sem pa čez 2 dni kupil za 5 jurjev. Se pravi, tukaj imate zdaj eno kalkulacijo, pogovarjate se z ljudmi, ki so vas povabili, vprašajte se, kaj so te dodatni paketi, promo 200, 350 in tako naprej, malo se pozanimite, ampak zdaj imate eno pogled, da dejansko je v tem trenutku zelo ugodna cena, sploh glede na tole, kar vas zdaj bom pokazal naprej. Se pravi, na enem od prejšnjih slajdov ste videli, da vse emisije je 9 milijard. Se pravi, 9 milijard DuckCoina na razpolago, od tega imamo sodelavci SuccessFactorja. Se pravi, za distribucijo preko affiliate marketinga na priporočilni marketing na voljo tole, kar je oranžno, se pravi 1/3. 3 milijarde in od teh 3 milijard je tle desno gor pravilni podatek. Se pravi, še dobrih 6% je za prodati in glede na to, da bomo zdaj to promocijo DoubleCoin, jaz mislim, da to zelo hitro prodan. Se pravi, po taki ceni, ko bo enkrat prodan, ne boste mogli več dobiti. Kaj se bo zgodilo z ostalimi 6 milijardami? Za ostalih 6 milijard bo firma poskrbila za distribucijo sama. Se pravi, zdaj smo, kar se tiče digitalizacije denarja, določene države uvajajo zdaj svoje kriptovalute, pa Švedi, pa Kitajci, pa oni razmišljajo, pa te razmišljajo.
Se pravi, denar se bo fizično spremenil, zelo malo, da bomo imeli več denarja v taki obliki, ki ga danes poznamo. Se pravi, ta digitalizacija se je zgodila in firma zdaj odreagirala na to, da bo to zelo pospešila. Ker če bi mi še naprej distribuirali na tak način, ki smo to delali do zdaj, potem bi to trajalo še 6, 8, 9 let. Se pravi, firma bo zdaj teh 6 milijard distribuirala sama v roku naslednjih 24 mesecev, tako da deadline, se pravi, kompletna distribucija bo končana decembra 2022. Ok, to je bil prvi produkt, po katerem si se malo dlje zadržal. Vedno rečem, bom povedal 5 stavkov, polih je 25. Se upravičujem, ampak pač morate razumeti, da Dako je pač moja ljubezen in to je tudi core produkt, s katerim so tudi začeli in prvi otrok je vedno karkoli. Se pravi, drugi produkt je Forex. Tisti, ki ne poznate, gre za največji svetovni finančni trg, kjer so obrne take cifre, da jih pogosto celo narobe imenujemo. Govorimo o bilijonih, ne, v bistvu v Evropi sploh nimamo bilijonov, 6000 milijard ameriških dolarjev je to po slovensko. Ne, se pravi, ogromno in veliko ljudi si jasno želi biti udeleženo pri tem in potem se sami učijo, probavajo in spodleti, zagonijo cela premoženja in tako naprej. Tudi jaz sem nekaj časa trgoval in tudi uspešno bankrotiral pri tem trgovanju. To je bil en od največjih kolapsov, ki sem jih naredil. Ampak firma nam v tem primeru ponuja, se pravi, da vi lahko trgujete kot profesionalci, ne da bi se sami učili. Se pravi, imamo v Estoniji strokovnjake, ki se s tem ukvarjajo celo življenje, imajo za podporo dodatne, kako se temu reče, robote, se pravi, to so programi, ki stalno spremljajo trg in iščejo dobre ideje trgovalne in v povprečju enkrat na dan dobite takle trgovalni signal. Se pravi, tole, kar vidite na teli slikci, tled spod, to je trgovalni signal. Ne, se pravi, vse, kar mora znati tisti, ki hoče ta naš produkt uporabljati, je, da skopira 3 številke. 1, 2, 3. Kjer je 3 vas še naučimo, ampak zelo preprosto. To je ena stvar, ki je pomembna, se pravi, nič me ni treba znati. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, ki je pa mogoče še pomembnejša, kot pa to, je pa to, da denarja nikamor ne pošiljate. Zakaj to tako močno poudarjam? Jaz spet vas bom spomnil na ponudbo, ki jo zunaj in v Slovenijo praktično vsake 3 dni pride nova firma, ki ima neverjetne obljube. Ti me kličejo, Roman, slišal sem za eno firmo, ki ima 5% donosa na dan. To je noro, moraš se pa družiti. Ne, samo čakam, ker čez 2 dni me isti pokliče, da zdaj eno najdu, ki ima 9% na dan. In tako naprej. Vidite, jaz se temu sam smejem, ne zato, ker se na trgovanju ne bi dal toliko narediti. Ne zaradi tega. Ampak enostavno zaradi tega, ker na svetu ni ne bančnega konzorcija, ne robota, ne trgovalce, ki vam lahko vnaprej za jutri povedal, ko bo naredil donosa. Se pravi, v našem podjetju imamo zdaj 14-mesečne rezultate in so vmes tedni, ki so minus in so vmes meseci, ki so minus in so zaporedoma bili enkrat, mislim, da po let 2 ali 3 meseci so bili v minusu. Se pravi, za trgovanje morate biti potrpežljivi in cilj našega podjetja s tem produktom, če se znega naročite, je do povprečju dolgoročno, se pravi v letu 2, 3, ne bi naredil 10% na leto. Ne, in to je smešna cifra v primerjavi spet s tistim, kar vam govorim, da je ponudba zunaj, ampak pohlep je poleg strahu pri trgovanju največji sovražnik. Ne, zaradi tega ljudje izgubljajo milijonske cifre, ne, zaradi pohlepa in strahu. Se pravi, z eno potrpežljivostjo je tu 10% lahko krasen donos. Zato, ker če pušate teh 10% na svojem trgovalnem računu, lahko jih jemljate ven, seveda, ampak če jih pušate noter, tudi z 10% na mesec povprečju lahko vsako leto podvojite svoj vložek, kar se mi pa ne zdi slabo, meni bi rekel tudi zelo dober. Samo pa, če potrebujemo potrpežljivost in, bom rekel, dosledno slediti tem priporočilom, ki jih daje podjetje. Ta produkt da stane 49 € plus DDV na mesec, to je naročnina, lahko jo kadarkoli tudi poveste, plačate s kartico, vprašate za referral link, ljudi, ki so vas danes povabili, pri vsaki borzni hiši, ki vam lahko tudi tle je priporočeno, pri kateri borzni hiši odprete račun, ponujajo demo račune, se pravi, edini rizik, ki ga imate, da to sprobate, ali to nekaj, kar funkcionira za vas ali ne, je pač 50 € enkrat daste in to na demo računu probate, potem pa boste videli, imate živce za to ali ne. Takole je to Simple 1, 2, 3.
Se pravi, copy-paste. Jaz sem zdaj spet ponudil 150 besed, v bistvu pa zelo preprosto. Se pravi, prekopirate 3 cifre, kar vam vzame 30 sekund na dan in prekopirate svojo trgovalno platformo, zaprete telefon in trade se bo zgodil v minus ali pa plus. Ok, to je drugi produkt. Tretji produkt je pa čist nefinančen, je pa Bank, to je naše ameriško partnersko podjetje, ki v bistvu ponuja orodje za izboljšanje komunikacije. Mi se danes smo se pogovarjali o tehnologiji in še malo se bomo zdaj v prihodnih slajdih, v prihodnih minutah pogovarjali o tehnologiji. Se pravi, svet je vedno bolj robotiziran, svet tehnološko iz meseca v mesec, iz leta v leto vedno bolj in bolj napreduje. Se pravi, potrebe po klasični delovni sili, zato da gre ljudje v fabriko, pa da ljudje delajo, koliko so delali moji starši, je in bo v naslednjih letih in desetletjih vedno manj in manj in manj, ne vedno več in več. Se pravi, če hočete biti danes uspešni, je perfektno, da imate neke orodje, da imate neke znanja, kako se pogovarjati z ljudmi. Se pravi, če imate z eno tako vsoto, ki vam tukaj kažem, lahko za 300% povečate svojo učinkovitost. Na kakšen način lahko povečate? Je ne tak, da v bistvu prepoznate, da ljudje kljub temu, da vsi govorimo tukaj zdaj slovensko, imamo pač različne vrednote, različnih barv smo, kot je vidite tukaj gor. In to orodje vam v bistvu pomaga, da lahko v 90 sekundah nekako odkodirate, kdo je vaš sogovornik, kar pomeni, da lahko pogovor, prezentacijo, komunikacijo, povabilo, karkoli pač v življenju delate z drugimi ljudmi, lahko prilagodite njegovemu jeziku. Se pravi, če govorite zdaj jezik od... Če jaz govorim jezik od Doris, ker vem, kakšne barve je, potem mi bom navdušil. Če pa nekdo meni govori jezik rdečega, ki je, bom rekel, bolj stage guy, ki ima rad nagrade, ki je tekmovalen, ki ima rad materialne nagrade, to meni odbije. Se pravi, ravno tisto, kar bom rekel, Borisa pritegne, da so velike nagrade, da imamo Ferrarija, da imamo vile, mene to bi odbil, ki bi rekel, zdaj me hočete prepričati s temi vilami, pa z Dubaji, dejstva mi povejte. Jaz imam, se pravi, inženirski način razmišljanja, številka, dejstva mi povejte, potem me bo zanimalo. Na kakšen način lahko ta produkt probate, na tak, da ga, ko se boste registrirali, dobite ta produkt za 1 evro. Se pravi, jaz bi vam zdaj v tem produktu lahko na dolgo in široko govoril, probite ga, uporabite ga, pošljite stranka, da vam pošlji izpolnijo tale vprašalnik, ki ga vsaka stranka dobi in boste videli, na kakšen način to lahko izboljša tisto, kar v življenju sicer vi počnete. Tle vidite, sta za tega produkta bila naročnine, Forex in pa Bank. Če vam je tudi to preveč, imamo čisto preprosto rešitev za vas. Povabite 4 ljudi, ki bodo ta produkt uporabljali in imate vi zastonj. A je to zdaj Bank, a je to zdaj Forex, kar mislim, da je lahko zelo preprosto. Se pravi, če ujamete dober mesec, naročite zdaj signale, pa bo recimo dober mesec, bo 17% donos, recimo, potem boste to z lahkoto pokazali ljudem, kot šli na kavo, da rekli, danes se zasluži 112 evrov ali pa 53 ali pa 83, se pravi, ljudje je tako rekli, wow, kar čez noč, kar čez noč. Se pravi, na ta način lahko poskrbite, da imate to naročnino free, se pravi zastonj, če imate 4 stranke. Ok, zdaj še zadnji produkt današnji, ki je pa čist friški. Pred 2 mesecema smo ga dobili na naši 3. obletnici podjetja. V začetku smo vsi malo debel pogledali, kaj pa je zdaj to. Tako da smo tudi mi, sodelavci, nekaj časa rabili, da smo razvozlali, da je to prihodnost, ker je to, kar bom zdaj povedal, dejansko res stvar prihodnosti, gre za industrijo, ki bo v naslednjih letih obrnila silne vsote, pa mi tega še ne vemo. Se pravi, View je virtualna platforma, ki združuje posle in ljudi in pri tem uporablja napredno tehnologijo, se pravi virtualno realnost, umetno inteligenco, razširjeno inteligenco in cilj projekta The View je, da to pripeljemo v naše vsakodnevno življenje. Se pravi, kaj zdaj to pomeni pravzaprav v naše vsakodnevno življenje? Ker se danes pogovarjamo o projektu The View oziroma virtualni realnosti, večina ljudi vidi to zgolj kot igrca. Se pravi, to so oni, bogati starši kupijo otrokom una virtualna očala in se potem nekaj afnajo, pa igrce igrajo. Se pravi, na nek način smo, kar se tiče virtualne realnosti, tako smo bili z računalniki pred 25 leti. Veste, kje smo bili. Jaz sem otrokom kupil računalnik, Commodore, sem rekel, tole sem okolo uporabljal, ker je
pač otrok igral igrice na ta računalnik. Ne? In takrat ni noben pomislil, da čez 20 let bo življenje nepredstavljivo brez računalnikov in na istem nivoju je danes virtualna realnost. Se pravi, ljudje laično jih razumejo to kot igrico, po drugi strani pa vidite tle na tem slajdu, se pa že marsikje v določenih branžah to že uporablja, ne? V nekih strokovnih krogih. Tle recimo čisto konkretno slajd iz BMW-ja, kjer uporabljajo 3D virtualno za načrtovanje novih mašin. Potem imate tle, tale sedi, ki se uči pilotirati, jih učijo v virtualni realnosti. Za prostorsko načrtovanje, za grafično oblikovanje, za učenje, za vodenje nekih prizadetih ljudi in tako naprej in tako naprej. Se pravi, na nek način se ta virtualna realnost že uporablja, ampak kot rečeno, naš cilj je to pripeljati čisto vsakodnevna življenja. Na kakšen način? Podjetje bo tukaj na različnih platformah delalo, ne? Začeli bomo s turizmom, jaz bom tle se ga dotaknil turizma čisto na konc. Če si pogledamo mogoče 2-3 primere, da dobite malo vtis, kaj hočemo povedati, ne? Se pravi, izobraževanje, pomislite, ne, raje vidite, da se kirurg uči v virtualni realnosti na možganih operirata, raje vidite, da se na vaših možganih uči. Se pravi, to je že bom rekel, eno tako področje, kjer se lahko dejansko res uporablja virtualna realnost za učenje nekih zelo specifičnih spretnosti in znanj. Potem imate recimo real estate. Jaz sem prepričan, da real estate bo totalen boom, pa ne samo zaradi korone, ampak zaradi tega, ker na ta način lahko prihranimo ogromno enega časa, ogromno nekih ogledov, nekih nepremičnin, ki gremo gledati na drug konec Slovenije, ali pa dlje, ne vem, na drug konec sveta, ali pa Nemci pridejo na Hrvaško pogledati 5 nepremičnin in potem nobena jim ni všeč. Se pravi, vse te stvari, vse te nepremičnine bi se dali posneti v 3D tehniki, kasneje v 4D, v 5D. Tehnologija, kot sem rekel, je iz dneva v dan boljša, iz dneva v dan bolj nora, lahko rečem, ne, in bo pač lahko si vsak to pogledal in si izbral 2-3, ki bo dejansko rešil pogledati. Potem recimo načrtovanje, ne. V preteklosti se nam pogosto prodajali stanovanja in se nam kazali samo makete, sliko, ne. Se pravi, bistveno lažje bi bilo, če bi nam to lahko ponudnik posnel v 3D verziji in bi si to že vnaprej lahko ogledali. Potem shopping. Shopping, sploh mislim, da bo največji od vseh teh platform, da bo v naslednjih letih največji boom, zato ker nekatera podjetja so se že odzvala, ne, že ponujajo svojim strankam 3D nakupovanje, ki pa zelo real izgledajo. Pogooglite si recimo virtual reality Walmart. Walmart je recimo že pripravil tak način virtualnega shoppinga. In ker mi bomo zdaj začeli delati v 30 različnih, oziroma zelo malo v 35 različnih državah, bomo začeli graditi to virtualno uporabnost. Ne, se pravi, med temi državami so tudi, ne vem, Italija pa Arabski Emirati, to sta zelo, ali pa Milano, bom še bolj natančen, ne, to sta dve take destinacije, ki je večina zahodne hemisfere sanja o tem, ko bodo šli, ne vem, v shopping v Milano ali pa v Dubaj, ne, to so sanje marsikatere dame evropske ali pa ameriške ali pa tle v zahodni hemisferi. Se pravi, dejansko lahko ta trgovina z oblačili posname, real posname to trgovino v realnosti, tako da stranka dejansko res stopi v to trgovino, se po tej trgovini sprehod, na svojemu avatarju proba tisto kikalico, tisto kostimček, aha, tale mi pa tle pretesna, ta ima pa preglobok dekolte, njemu tole malo višji, eno številko nižji, ne, in boste po pošti dobili, se pravi, ne bo več treba vam v Milano potvati. Tako naprej, obisk športnih dogodkov. Jaz sem pred parimi leti peljal svoje otroke v Manchester na tekmo, ko smo si pač vsi želeli gledati v živo tekmo. Mislim, da je bila karta, je bila 145 €, samo vstopnica. Potem pa si predstavljate, da prijete iz Ljubljane v Manchester, pa nazaj pa morate rent-a-car najeti. Mislim, da mi je to prišlo 2500 €, da sem si šel tole tekmo gledati, ne. Ampak bilo je super, z veseljem bi šel še kdaj. Se pravi, tehnologija, ta 3D, pa kasneje 4D, pa 5D, nam bo z leta v leto vedno bolj približevala ta občutek realnosti. Se pravi, vedno bomo bližji temu, vedno bolj tako, kot da bi bili tam, če me razumete, kaj hočem povedati, ne. Mogoče na športnih dogodkih si danes to še težko predstavljate, ne.
Mogoče si lažje predstavljati, če vam govorim o nekih galerijah ali pa muzeji. Se pravi, muzej vsak čisto mod, zelo kvalitetno lahko pozname svojo ponudbo, svojo galerijo, svoj muzej v 3D tehniki in se noter sprehodite, kot da bi bili tam. Kot sem rekel, bomo začeli s potovanji in turizmom, kar je pa sploh največja industrija na svetu. V tem trenutku lahko rečemo bila, zato ker je vse lockdown. In zdaj pomislite, koliko ljudi, zato sem dal ta slajd tukaj na koncu, tle prav ta slajd, da 2 milijarde ljudi nikoli v življenju niste ga videli. 2 milijarde pa pol ljudi nikoli ni videlo oceana. To vam govorim zaradi tega, ker mogoče si tle Evropejci sploh ne moramo predstavljati, ker imamo vse, ker že itak smo digitalizirani, že itak imamo denar, imamo bančne račune, ampak 5 milijard ljudi se nikoli v življenju ni avion usedel. 5 milijard ljudi. In teh 5 milijard ljudi, če bi imeli možnost, če bi obstajala tehnologija, verjemite mi, da bi si že radi pogledati Kolosej, ali pa Akropolo, ali pa Big Bang v Anglijo, ali pa, ne vem, zmislite si, Se pravi, vse to bo tehnologija omogočala in vsega tega, kar bo zdaj view postavil, bo seveda stvari ravno tako plačljive. Se pravi, če bo šel nekdo pogledati Kolosej, v tem primeru ne bo plačal karto, kot je sicer, ne vem, koliko je, pojma nimam, ker še nisem bil, ne vem, 30 evrov mende, bo plačal 3 evre, ali pa 4, ali pa 5. In se pravi, bojo te stvari ravno tako plačljive, ampak bojo dosegljive še in iz vsega tega imate tisti, ki se odločili, da boste zdaj financirali ta projekt, lahko absolutno pasivni prihodek. Na kakšen način? Ok, tole bom spustil, ker sem bil že večkrat predolg. Se pravi, lahko si izberete en paket, ali pa eno državo, ali pa več držav. Se pravi, spet bom rekel, dosegljivo za vsak žep, od 125 evrov pa do jurja. In pri vsakem paketu dobite določeno število unicev, kar bi lahko rekli tudi delnica ali pa šerov ali pa deležev, se pravi, govorimo o eni in isti stvari, unicev. Zdaj vam bom pokazal par držav, da boste čisto imeli jasno sliko, kaj vam hočem s tem pokazati, povedati. Ok, za vsakim paketom ste udeleženi v 2 različnih poolih. To je za začetek potrebno razumeti. Se pravi, kot sem rekel, zdaj ta trenutek imamo 30 držav in z vsakim paketom dobite določeno število deležev v global poolu, se pravi, ste udeleženi v 1% vsega prometa, ki se bo zgodil od vseh 30 držav oziroma 35, kot jih bo naslednji mesec. In po drugi strani si z vsakim paketom izberete določeno državo in ste udeleženi v 5% prometa tiste države. Se vam zdi zakompliciran? Ne se ustrašati, nič ni zakompliciran. Evo, dajmo pogledati primere. Evo, recimo država za 1000 evrov. Japonska, kot rečeno, 1000 evrov stane in z nakupom Japonske je tle vzgor še enkrat tole, kar sem vam ravno kazal, se pravi, dobite 21 deležev v global poolu in dobite en delež na Japonskem. To pomeni, da ste, ker je na Japonskem samo 3500 teh deležev, ste eden od 3500 ljudi, ki bo si razdelili 5% vsega prometa, kar se bo zgodil na Japonskem. To nam moram dosti močno poudariti, zato ker tle ljudje me rečejo, ja, pa da nisem že kaj zamudil, pa da ni to spet za une, ki so zgori, pa za une, ki so spodi. Glejte, tle ni nobenih unih, ki so zgori, pa spodi. Je čisto vseeno, a ste kupili Japonsko pred 2 tednama, ali boste pa kupili, ker bo na razpolago še 3 deleži. Se pravi, enakovredno si bo razdelil 5% vsega prometa od Japonske 3500 ljudi. A kupite danes ali pa čez 3 dni. Ampak bom pokazal, da čez 5 dni bo mogoče že majčkeno pozno. Oziroma, vsako državo lahko kupite, dokler je na razpolago, ampak se bonitete z nakupom iz meseca v mesec manjšajo. Anglija, prej sem jo že omenil, seveda jasno London, turistična atrakcija, bila spet, ne vem, kakšne katastrofalne izgube bojo zdaj imeli, ker oni imajo samo obisk muzejev, vsak muzej verjetno beleži 10 milijonski obisk in lahko vam povem, da v Londonu, ker greste karkoli gledati pod 40 evrov, težka. Ne, a je to zdaj akvarij, a je to zdaj karkoli, a vas pela sem to z unim kolesom, da si preko okoja pogledate dol Temzo, 40 evrov vas takoj olupijo. Skratka, hočemo povedati, da je v turizmu, da je v ogledih, je denarja toliko, da si verjetno običajni smrtniki sploh ne moramo predstavljati.
Tukaj seveda govorimo o celi Angliji, se pravi tudi Škotska pa Irska. Vidite, da imajo tudi poprečno dober mesečni income, kar pomeni tudi dobre donose in teh deležev v Angliji je 3500 evrov. Se pravi, kupite Anglijo, imate en delež v Angliji in 21 tukaj gorne desno v Global Poolu. Potem je tle ena država za 250, se pravi, v tem primeru imate 3 deleže v Global Poolu in pa ste eden od 5000 ljudi, ki si bo razdelil 5% denarja od Egipta, seveda s temi slavnimi piramidami v Gizi, ki ima tudi, nisem preveril, ampak to na desetine milijonov ljudi verjetno vsako leto obišče Egipt. Zdaj boste verjetno rekli, pa se ni isto, se ne moreš tam kamna dotakniti. Ja, seveda ni isto in verjetno tudi nikoli ne bo 100% isto. Samo dejstvo je, da vam ne bo treba tja jeti, ne bo vam treba čakati v vrsti, ne boste se tresli, zdaj vas bo tam kakšen terorist ustrelil, kar se je pred temi piramidami že dogaja, lahko boste to naredili iz komforta vaše dnevne sobe za 10-krat manjšo ceno. Ok, zdaj pa še delih 5 držav bi pa rad posebej izpostavil, ker se začne pojutrišnja promocija. Za teh 5 držav, ki bom jih pa zdaj pokazal, dobite pa do konca meseca, se pravi od sobote pa do konca meseca, dvojne deleže v Global Poolu. Se pravi, Nova Zelandija 500 evrov, dobite nama 7 deležev v Global Poolu 14. Nova Zelandija ravno tako, menda je prekrasna država. Če ne bom mogel fizično iti, upam, si bom vsaj virtualno lahko gledal. Grčija, jasno turistični biser, ravno tako, ne more si predstavljati, kako bojo preživeli Grki brez tega turizma, če se jim zgodi najbolj črn scenarij, da letos ne bo turizma, bo to kataklizma za grški turizem. Pa nočem tukaj zdaj nič negative zganjati. Jaz sem drugače načeloma zelo pozitiven človek. Hočem vam s tem povedati, da nekatera podjetja so se že danes odzvala. Že danes nekatere turistične agencije ponujajo, ne vem, virtualni ogled bavarskih gradov, pa Airbnb ponuja razne online oglede. Sicer je to še vedno togo, ampak hočem vam povedati, da če se stvari ne bojo premaknile, da bo mogla ta industrija cela bo mogla razmišljati, kako pripeljati nove stranke. In tle jim bomo mi ponudili rešitev. To je za vas kot investitorje pomembno. Zato vam to govorim, zato vam hočem pokazati večjo sliko, zato da razumeli, da se bo ogromne vsote obrnile v tem projektu dobil, kar za vas kot investitorje seveda pomeni dobre donose. Naslednja država, Arabski Emirati, najbolj prodajana država od vseh 30, ki imamo trenutno na razpolago. Se pravi, po 2 mesecih še ne, čez 2 dni bo 2 meseca, prodana 55%. In do prvega dobite dvojne deleže. Se pravi, že z enim nakupom imate 42 deležev v Global Poolu. Ne zamudite tega. Ne zamudite. Španija je ravno tako v tej promociji. Ste že bili v Španiji? Ste si kdaj ogledali tole katedralo v Barceloni? Jaz še nisem, sem bil pa v eni katedrali v Lyonu, ki je ena največjih gotskih katedral v Evropi, Leon mislim, da je. Jaz pač nisem imel časa biti tam 2 dni, zato ker sem bil po poti, ker sem bil na poti. Se pravi, če bo obstajala možnost tehnološka, jaz bi tam rad ostal 4 ure, ker katedrala je taka, da ne moreš pogledati v 3/4 ure, v 3/4 ure nič ne vidiš, samo usta imaš lahko odprta, od čudeža, ki je človeška roka naredila. Se pravi, če bo obstajala možnost tehnološka, da tam 5 ur, verjemite mi, sem pogledal. In pogledali si bo milijone in milijone ljudi, kar pomeni promet, kar pomeni denar v vašem žepu. Turčija, ogromna država, vidite 84 milijonov ljudi, zgolj za 250 evrov lahko dobite Turčijo. Z dvojnimi deleži ravno tako. Ok, zdaj sem se pa v teh državah majčkeno zadržal. Tudi Jemen je tak sicer za 125, se pravi, dobite 2 deleža, pa en share v Jemnu. Poglejte, kakšna je povprečen income v Jemnu. 66 evrov. Zdaj, kakor jaz vem, ima Success Factory v Jemnu na 10 tisoč in 10 tisoč ljudi. To imejte pred očmi, ko te slišali jutri prijatelja, ki bom rekel, jaz si ne morem privoščiti. Na 10 tisoč ljudi dela v Success Factoryju. Vprašamo se, zakaj. Kaj je v tem našem podjetju tazga? Ok, tole se zdaj malo v teorijah praksi, tole so paketi, ki sem jih jaz nabavil, da ne bom samo govoril o
teoriji, da vidite, kako to izgleda. Se pravi, tele države sem si izbral in imam do zdaj skupaj 181 šerov v Global Poolu. Moj cilj je do konca leta, da bi imel vsaj 300, raje 400, 300 bilo boljš. Zakaj? Včasih mi rečejo ljudje, to je super, jaz bom kupil državo, 125 evrov v Reskeru. Veste kaj, denar dela denar. Vse to vam nisem nič novega povedal. Zato ni treba imeti 10 let finančne predizobrazbe. In že tako pa zdaj za 125 evrov. In bo to velika zgodba o uspehu, pa boste naredili, ne vem, 300% donos, se pravi, boste imeli 125 evrov, boste imeli 600. Super, boste lih imeli za cel let za telefon zaplačati. In boste takrat rekli, zakaj nisem za 5 jurjev vzel. Se pravi, denar dela denar. Seveda vsak si lahko privošči po svojih sposobnostih. Tole, kar vam zdaj govorim, seveda ni moj finančni nasvet. Jaz se ukvarjam z marketingom. Jaz sem sodeloval od Success Factoryja, tako da upam, da boste tudi vi. Jaz sem samo kažem svojo odločitev in kažem vam, zakaj smatram, da je fajn, da pač razmišljate, da imate tudi v Global Poolu čim več. Zdaj tistih si pač to lahko privošči. Super, tistih se ne more, lahko, dokler bojo države na razpolago, si lahko to vsak mesec nekaj dokupite. Tisti, ki pa tudi to ne more, bom pa pokazal seveda, kako ste naši sodelavci in boste pač zaslužili za te države, zelo, zelo hitro. Ok, kaj zdaj lahko pričakujete? Začeli smo s 25 državami, pred 1.4. so bile dodane naslednjih 5, ki smo jih tudi pogledali na začetku med tistimi 5, se pravi Anglija, pa Japonska, pa tiste. 1.5. bo dodano še zadnjih 5 držav, kakor zdaj kaže zaenkrat zdaj tako kaže, lahko do kasneje še kakšna sprememba. In zdaj trenutno se glasuje, kjer te države bojo, na glasovalni lestvici, na glasovalnem seznamu, nažalost ni Slovenija, izpada na 6. mestu od 5 izbranih, koliko se nam pač Slovencem dogaja. Ampak nič hudega, imamo pa Hrvaško, bomo Hrvate podprli, koliko oni nas podprejo, bomo še mi njih. Se pravi, zdaj lahko glasujemo in upamo, da bo tudi Hrvaška, verjamemo, da je lahko velika zgodba in to je tudi za naš trg zelo pomembno. Se pravi, če imate kakšne koli ljudi na Hrvaškem, kjerkoli na Balkanu, vedno rečemo, iščemo liderja, iščemo ljudi iz Balkana, ki bojo prepoznali priložnost s tem in ki so lahko popolnoma na začetku neke zgodbe, kot je Boris prej mene predstavil. Polet bojo prve te izkušnje, kako to izgledali, za vse tiste, ki morajo stvari bolj prijeti, otipati. Potem 1.6. marketplace, to pomeni, da bo to borza, kjer boste te deleže lahko tudi kupili ali pa prodali, kar je mogoče tudi stališče enega bolj kratkoročnega investitorja zanimiv. Se pravi, če zdaj tukaj nekdo ali pa če koga poznate, ki bi lahko investiral večjo vsoto, 15 jurjev ali pa 20, lahko recimo zdaj kup 15 deležev v Arabskih Emiratih, ki bodo do 1.6. absolutno prodani. Absolutno. In se pravi, kaj se bo zgodilo? Ja, borza vedno deluje na podlagi ponudbe in povpraševanja. Se pravi, ponudbe ne bo nobene, ker bo pač Arabski Emirati prodani. Prihajale bojo pa nove stranke. V Success Factoryju bojo stalno prihajali novi ljudje in ne bojo imeli kje drugje kupiti kot na borzi. Ker ponudbo povpraševanja pravi, da če ni ponudbe, potem povpraševanje pa je, potem cena raste. Ne me zdaj vprašati, za koliko ste lahko prodali, ker tega jaz ne morem vedeti. Lahko je to za jurja 300 ali pa za 5 jurjev. Dejstvo je, če ni ponudbe, da boste zelo, zelo verjetno prodali za bistveno več, kot ste pa kupili. To sicer ni zdaj moje priporočilo, jaz ne bom prodal ničesar. Ampak za nekoga, ki reče, jaz pa zdaj ne bi tole čakal 2-3 leta na tale obrat, na ta donos, jaz hoče to neka ideja za vas, kako lahko kratkoročno obrnete dar. Čist launch, se pravi, da bo šel ta produkt na trg, je na 4. obletnici februarja drugo leto. Potem bo potekala še eno leto testna faza, da se pač odpravi pomanjkljivosti, da se dobi nek feedback z tržišča, kaj tržišče sploh pričakuje, kje je največje zanimanje in tako naprej in potem na 5. obletnici čist uradni launch. To pomeni, da neki prometa se bo verjetno že zgodil v letu 2022, bistveno več pa seveda pričakujemo potem 2023 in potem naprej 2024, 2025. Se pravi, ko govorimo o pasivnem prihodku, dokler se bo karkoli prodajal, dokler bo
kdorkoli naredil shopping v Milanu, v Pradi, se izobraževal, vse tiste, ki sem povedal, boste dobivali en delež od teh 2 poolov, ki sem povedal. Dokler pomeni, to je lahko do konca vašega življenja, pa lahko je tudi delno prenosljivo potem na naslednje generacije. Tukaj ta pregled, ki sem ga že malo omenil, Arabski Emirati, najbolj prodajana država, 52%, potem Jordanija 46%, Italija 34%. Evo, po 60 dneh. Zdaj, za tiste, ki vam je interesantno to, jasno, zdaj si niste zapomnili vseh držav, kjer država zdaj stane koliko. Vprašajte ljudi, če vas samo zanimajo produkti, pasiven prihodek, vprašajte ljudi za link, za priporočilni link, se enostavno pišete svoje podatke in se bo odkole odprl, pogledate projekt The View in lahko za vsak paket posebej pogledate, kjer države so na razpolago. Se pravi, imate tale seznamček in potem dodate lahko noter države, kjerkoli želite. Lahko si kupite 3 za 125, pa 1 za 250, pa 2 za 500, kot smo rekli, če imate dar, lahko vzamete 15 komadov Arabskih Emiratov, recimo, ne? Plačate s kartico in je zadeva za vas končana, če ste samo investitor. To je, kar se tiče naših produktov. Zdaj pa čisto na kratko še o poslovni priložnosti. Kar se tiče samih produktov, ne reči prehiter ne. Zato, ker med svojo prezentacijo sem vam poskušal, upam, da mi je vsaj delno uspel pokazati vam večjo sliko, hotel sem pokazati, da je to branža, ko bom naredila ogromen promet in pogosto smo bili v življenju vsi kdaj v situaciji, ki smo rekli, joj, zakaj nisem takrat Bitcoina kupil, zakaj nisem prijatelja unga poslušal tega. Včasih je tudi obratno, včasih smo rekli, joj, zakaj sem unga poslušal, kaj sem te neumnost naredil. Ampak dejstvo je, da pač vsi smo zmotljivi. Jaz sem vam hotel pokazati, zakaj je podjetje absolutno vredno vašega zaupanja. Pogovarjate se še z nami, če ste zgolj interesent za nakup, za investicijo. Če ste pa interesent za to, da danes začnete nekaj delati, se pravi, vam pokažem na kratko še v 5 minutah, kako lahko prestopite na desno stran po Kiyosakiju, se pravi, kako si lahko zgradite svoj lastni sistem. Tole samo, da vas spomnim, se pravi, kot sodelavec, vas stane doplačilo 30 € na ta način, dobite svoj referral link, dobite vso podporo, lokalno, dobite vsa izobraževanja in lahko ste naš sodelavec. Seveda, zdaj, če ste sodelavci, zato dobite tudi nagrade. Nagrade so fenomenalne. Jaz praktično nisem še delal v podjetju, resnem podjetju govorim, ki bi imeli take nagrade. Zato, ker imamo digitalne produkte, jasno, in se potem marže, kolač, ki je na razpolago za strukturo, za sodelavce, je bistveno večji kot pa pri nekih fizičnih produktih. Zdaj, teh provizij je cela kopica, 10% je od vašega osebnega priporočila. Se pravi, vsakič, ko nekdo vzame paket, ne vem, da coino, prej smo omenjali paket za Jurija, dobite 100 €. Se pravi, provizija je 10%, provizija osebna, od osebnega vašega priporočila je za vse produkte 10%, razen za The View, kjer bo še pa pač določen delež v te pule, preomenjene provizije, vse, ki jih bom povedal, so pol manjše, se pravi 50% manjše. Se pravi, prva provizija, kot rečeno, je enostavna, vsakič, ki pač daste človeku priporočilo, kaj pa je priporočilo, tole je, da pride na takle webinar, kot se rečeno, jih imamo večkrat na teden, lahko tudi individualno naredimo. Potem je 10% od tima. Imamo zelo enostaven kompenzacijski načrt, tako imenovani binarni. To pomeni, ko se registrirate, dobite svojo pozicijo v sistemu in lahko ljudi, ki jih povabite, vpišete samo na 2 proste pozicije, se pravi levo pa desno, levo pa desno. To zdaj pomeni, da z ene strani lahko dobite in od ljudi, ki so vas povabili nek promet, če je to aktiven človek, če je to nekdo iz core tima, če je nekdo, ki se je pač odločil, da bo aktiven. In po drugi strani tudi ljudi, ki jih vi povabite, imajo samo 2 pozicije. Kar pomeni, da če si malo narišete tele krogce v svoji glavi, dobite promet od svojih lastnih aktivnosti in tudi aktivnosti ljudi, ki ste jih pač povabili. In podjetje enkrat na teden pogleda, koliko je bilo prometa na eni strukturi in koliko je bilo prometa v drugi strukturi in dobite 10% od šibkejše noge, se pravi od noge, ki je naredila manjši promet. Potem, če se odločite, da bo po to zdaj za vas postala nekaj bolj resna zadeva, seveda imamo tudi karierne razrede, se pravi karierne renke, ki se začnejo sicer z manjšimi
ki jih tukaj na slikah ni. Če se pa odločijo, da to zdaj postali kar vaš resen posel, je pa prvi karierni rank, tak mednarodni, je Topaz, kjer sicer ne dobite še kakšne blazno velike nagrade, dobite vstopnico zastonj za naše krasne evente, ampak ta Topaz je izjemno pomemben, zato ker je to prvi mednarodni rank. To je prva stvar. Druga stvar, zakaj je zelo pomembna, je zato, ker je v bistvu naš posel duplikacije. Se pravi, vi ste zdaj prišli do Topaza, pomagali smo vam, vidite tle, kakšen promet je za to potreben, na mesečni ravni je sicer, na letni ravni sicer še enkrat večji, ampak promet, ki je potreben za to, da prijete po karierni lestvici naprej, ni nedosegljiv in to dokazujejo ljudje non-stop po celem svetu s svojimi rezultati. Ker vsakih rankov imamo podeljenih vsake 3 mesece po 200, 300, 400. Vsake 3 mesece imamo online event, zdaj nažalost jih imamo pač online, ne moramo iti v Dubaj, ampak vsake 3 mesece je 200 do 400 takih rankov podeljenih. In zdaj vi prijete do Topaza z našo pomočjo, s pomočjo sistema in vse, kar je zdaj vaše delo je, da pomagate 2 ljudem, se pravi enemu na levi strukturi, enemu v desni strukturi, da napreduje. Se pravi, ker napredek v affiliate marketingu, se pravi kariero v affiliate marketingu lahko naredite izključno, poudarjam, izključno na ta način, da imate za sabo v strukturi ljudi, ki so uspešni. Se pravi, čist popolnoma drugače kot v piramidnih sistemih, ki se jim reče služba. Potem imate sistem do uspeha. Pogosto ljudje pomislijo, tle Roman, pa tle mi govorite 10 let se izobraževal na finančnem področju, pa jezik ima namazan, pa jaz nisem tak tip, pa jaz ne znam tako govoriti. Veste kaj? Jaz pred letom pa pol še vedno nisem kaj Zoom, da bi prezentacije delal. Sploh prvi sem slišal za Zoom. Pred letom pa pol nisem Facebooka uporabljal. Briga mene za Facebook. Danes snemam po Facebooku. Se pravi, imamo sistem. Vse to, če nimate nobenih izkušenj, če mislite, da ste prestari, premladi, preveč izobraženi, premalo, affiliate marketing, priporočilni marketing je 100 let stara branža. 150 milijonov ljudi na svetu se ukvarja z affiliate marketingom. Eni part-time, eni zato, da zaslužijo 50 evrov na teden, eni obrnejo $1 milijon na mesec in več, in plus. Se pravi, vse je preizkušen, vse je prehojen. Ne se pustiti, prepričati sami sebi, da jaz nisem te prav. Mi vam predlagamo, da si vzemite, da si dejte sami sebi 90 dni časa in 90 dni delite tisto, kar vam bomo predlagali, tisto, kar sistem predlaga. Zakaj je to tako zelo pomemben? Zaradi tega, ker je svetovno, globalno povprečje, koliko ljudje vztrajajo v priporočilnem marketingu, običajno povprečni sodelavec na celem svetu v svoji mrežno-marketinški karieri sponzorira 2,2 osebe. In potem pridemo do te situacije, ko se zunaj pogovarjamo z ljudmi in tisoče ljudi reče, jaz sem probal mreženje, pa ne gre. Mreženje absolutno gre, ker to dokazujejo številke, samo mi moramo biti tisti, ki gremo. In lahko vam pokažemo sistem, samo zavežite se, dajte sami sebi, zaveza rečete, 90 dni bom delal to, kar mi rečete. Ne rečete, bom se vpisal, pa bom probal. Ne, narobe stavek, ne probati. Zavežite se, da boste določeno obdobje delati to, kar je potrebno narediti in boste videli, da se bo zgodil preboj. Boste dobili preboj. In kot je dober preboj, se boste naučili nekih osnovnih stvari in vse, kar je potem treba znati, je, da tisto, kar jaz znam, tisto, kar sem se jaz naučil od Ive, in učim naprej. Se pravi, učim ljudi, ki sem jih povabil, tisto, kar sem se jaz naučil. In tisto, kar so se zdaj naučili od mene, oziroma od ljudi, ki so mene povabili, zdaj učijo naprej. Se pravi, zelo, zelo preprosto in to pomeni v bistvu ta duplikacija. In ko imate enkrat to duplikacijo, kaj to pomeni za vas, kar se tiče financ in pa časa, je, da imate za seboj samostojne, uspešne ljudi. Se pravi, nekdo, ki je v moji strukturi, ne vem, Diamond ali pa Blue Diamond ali pa Emerald, se pravi, on rab čisto drugačno podporo, pa drugačno vodenje, zato ker je samostojen. Jaz ga ne rabim zdaj več učiti, kako se telefon vzdigne ali pa kako se Facebook post da ali pa nekaj takega.
Se pravi, ko imate enkrat za seboj uspešne, samostojne ljudi, ki delajo za svoj dream, ne zaradi tega, ki ste jih vi povabili, ampak zaradi svojih lastnih ciljev, co delajo, potem imate to, zaradi česar jaz ta posel delam. Imate čas in denar, se pravi, imate obojega ravno prav in to je kvaliteta življenja. Ni kvaliteta to, ker ljudje mislijo, da morajo na lotu zadeti 15 milijonov, potem bojo pa srečni. Vse verjamem, da bojo nekaj časa srečni, ampak čakanje na to, da boste na lotu zadeli, jaz vam te ponujam resničen biznis in prijatelji, ki se vas povabili, vam želijo dobro. Seveda se je, tako kot vsake druge stvari v življenju, treba nekaj naučiti. Mreženje in industrija je branža, tako kot vsaka druga. To ljudje pogosto podcenjujejo, ja, se to je pa ja, tako simpel, ne ti meni govoriti, jaz svoje prijatelje poznam, ali pa Roma, ne ti meni govoriti, moji prijatelji so drugačni, ti ne veš, kakšni so moji prijatelji. In tako naprej in potem se zgodijo spet tiste zgodbe, ki jih ne bi želeli slišati. Kaj ne bi želeli slišati, da ste probali, pa da ne gre. Tega ne bi želeli slišati, ker probite in vam bomo pokazali, da gre. Zdaj, za tiste, ki že imate nekaj izkušenj, ampak ste bolj športni tipi, ki ste hitri, imamo še poseben bonus, se pravi, če v 30 mesecih naredite nek konkreten promet, 5000 evrov, da imate v strukturi ali pa 10, dobite še ekstra nagrado, tako da teh nagrad je še, pa še, mislim, da bi še eno pokazal. Se pravi, potem imamo DuckPay nagrada, če se spomnite prej, sprejemna mesta dobijo plačilni procesor, če ste vi tisti, ki ste dali to priporočilo in dobro pomislite, komu plok to zdaj danes povedali, v Sloveniji je 80 000 SP-jev, 80 000. In jaz sem pripričan, da če bomo pogledali statistiko čez leto pa pol, da jih od teh 80 000 70% ne bo več, ker bojo pokrepali zaradi te situacije. Se pravi, SP-jevci iščejo nove poslovne priložnosti, iščejo načine, kako do novih strank prijeti. Iščejo načine, kako network delati, kako se povezati, kaj zdaj narediti. Se pravi, vsak ima neko podjetniško žilce, razmišlja, kako bo zdaj odreagiral v teli crazy situaciji. In če vi to priporočilo date, se pravi tega SP-jevca, to nič ne košta, zastonj dobi vse. V pol ure je registriran, vi dobite 100 evrov. Pa kasneje še neko provizijo, ki se bo to začel cirkulacija, ko bo začel sprejemati, on kot sprejemno mesto, ste ga vi upisali, boste spet dobili nagrado, spet provizija. To sem že prej omenil, se pravi, ravno kar je v teku 90-dnevni game plan, če se boste odločili, zdaj, lahko se pridušite s to enotedensko zamudo. Vse, kar od vas se pričakuje, da ste lačnjene spremembe in da ste temu pripravljeni posvetiti vsaj šolsko uro na dan. Se pravi, za začetek to zadošča. Bolj je pomembno to, da vsak dan nekaj naredite, kot pa to, da zdaj delate, kot mi rečemo, v valovih. Probate, pa vam teta reče, da ne, pa 4 dni nič, pa spet mal. Se pravi, imamo game plan. Plan pomeni, da je plan izdelan. Danes naredite to, jutri naredite to, v nedeljo naredite to, v ponedeljek počivate. To pomeni game plan. Se pravi, imate absolutno vsa podporo lokalno. Boris je že prej na začetku povedal, meni je ta posel passion, strast, jaz ga delam, zjutraj se zbudim, razmišljam Success Factorju, ob enih pa noč grem spat, razmišljam Success Factorju, na kakšen način bi lahko še podprl to, da je bilo tudi v Sloveniji čim več ljudi stopili iz te, kako rečejo Američani, podganje dirke. Mislim, da je to zadnji slajd. Na nek način sem tega se že dotaknil, ljudje pogosto mislijo, jaz nisem te prav, jaz nisem tak tip, jaz nobenega ne poznam, jaz sem premalo izobražen, jaz sem introvertiran, to mi rečem, jaz sem introvertiran, jaz recimo sem tudi introvertiran, jaz rabim ogromno samote, ogromno moram biti sam. Ampak v 25 letih sem videl introvertirane, ekstrovertirane, ljudi, ki so pokriti, odkriti, muslimane, kristjane, ljudje, ki so bili blazno zabavni, ljudje, ki so bili mrki, ki streljajo. Ta vaš zakaj, ta vaš drive je bistveno bolj pomemben kot to, koliko zdaj vi razumete, kar sem vam hotel zdaj povedati. Zato na koncu pridružite se, stane vas nič, ste v enem 5 najboljših podjetij trenutno v direktni prodaji in ste v pravem trenutku na pravem mestu s pravimi ljudmi. Hvala za vašo pozornost in se vidimo na drugi strani. Lahko noč. Wow, Roman, če ne bi bil upisan, zdaj bi se takoj upisal. Moraš vedeti, da sem te poslušal v leto pa pol neštetokrat. Zopet si me navdušil, zopet.
In prezentacija všečna, razumljiva, natančna. Poglej, zopet bi se opisal. In takrat, ko si se opisal, res, ko si imel vztrajnost, da si tako dolgo vztrajal, da sem se opisal, nisem iskal nič, ni mi bilo zadelati, ker penzionisti nimamo časa, rečejo, ne. Ampak, če ne bi takrat to vzel kot svoj posel in praktično res, da sem cel in danes ne bi uresničil tistega, kar še imam za uresničiti, ker se mi je življenje postavilo na glavo, ampak ne na glavo, pozitivno. Se pravi, vse tisto, kar sem prej nekje si želel narediti, ni šlo zaradi financ. Zdaj imam plačo vsak ponedeljek in za nas, ki to delamo, je ponedeljek praznik. Včasih, ko smo hodili pa v službo, nam je bilo pa to muka, sploh, če nisi maral svoje službe. Jaz sem jo maral, lahko rečem, 12 let. Potem sem pa 2 leti hodil z muko v službo. Vsak ponedeljek sem bil živčen. Zdaj sem pa vesel vsak ponedeljek, ker vem, da bo naredil cink in da bo na telefon prišla plača. Tako da res, odlično. Hvala, Roman. Ja, hvala za lahko noč, samo še povabilo za jutri. Kot rečeno, imamo pač webinarje v različnih jezikih. Najboljši začetek, hiter začetek, če rabite mogoče slišati še od druge osebe. Jutri ob 7 zvečer ima prezentacija Daniel Wieser iz Amsterdama. On je 5 najbolj uspešnih ljudi v našem podjetju. Pridite si poslušati še enkrat. Drugače smo vam pa, kot rečeno, na razpolago za komunikacijo, za to, da se pogovorite z nami individualno, se dogovorite za takle Zoom klic, pa se bomo pogovorili in odgovorili na vaše vprašanja. Hvala lepa in lahko noč.